Iz ljubljanskega studia 136, to so Vesti na vesti. A ti veš, kaj je tukaj v tej šalici? To je šalica od vesti, ja. Aha, in kaj je noter? Nič verjeten spet, ne? Pepel. Eši sto eši. Danes se bo v Kebenhavnu zaključila mednarodna podnebna konferenca. Včeraj je bil tam na večeri tudi Borut Pahor. O konferenci pa so debatirali mladi socialni demokrati, ki so nad napredkom pogajanj razočarani. Debato so izkoristili tudi za kritiko uporabe zemeljskega plina kot alternativnega vira energije. Veš, tako je tudi pepel alternativna kava, ne? Lahko je, ja. Lahko pa tudi ne. Plin je sam po sebi prav tako nesprejemljiv kot nafta. Prehod iz enega fosilnega goriva na drugega je kot, da bi država svojo zasvojenost s heroinom nadomestila zasvojenostjo z metadonom. Nič ne pomaga. Potrebno je preiti takoj na obnovljive vire energije. Socialdemokratska mladina pa se je odzvala tudi na poziv Janeza Janše k množičnim zborovanjem. Dejan Levanič se je ponudil, da Janši vrne metlo, ki mu jo je podaril pred leti, in najprej pomete zapuščino njegove vlade. Ta trenutek, ko so pred nami veliki izzivi in pa predvsem potreba po enotnosti, pozivamo politiko naj neha. Naj ta trenutek neha z ideološkimi temami, delitvami ljudmi in pa predvsem širjenjem sovraštva. Meni je Janez Janša pred časom podaril metlo, češ naj očistimo pred svojim pragom. Mi smo to naredili, odšli smo na volitve in zmagali na teh volitvah. Ker če kdo želi oblast, jo lahko dobi samo na volitvah in ne na ulici. Če pa Janez Janša želi na ulico, pa najprej pomete pred svojim pragom. In tisto metlo, ki mi jo podaril, mu z veseljem v tej priložnosti lahko dam nazaj, naj pomete pred svojim pragom in naj pomete slabo zapuščino prejšnje vlade, na kateri moramo danes graditi. Koliko je star tale naš najmlajši poslanec? Ja, ne vem, malo manj, kaj mi dva že, ne? 19. No, tukaj manj pa ne. Predsednik Društva novinarjev Slovenije Grega Repovž se je odzval na kritike dnevnikovega novinarja Roka Praprotnika, da se društvo v primeru Delovega novinarja Dejana Karbe ni opredelilo do pomena novinarskega strokovnega dela. Gre za preprosto dejstvo, da je stvar bila v tisti situaciji taka, da če bi podelili nagrado, bi poslali eno sporočilo in če bi mu jo pa na drugi strani vzeli, če bi komisija se odločila, da mu nagrade ne podeli, pa bi to za tega novinarja pomenilo v bistvu veliko težjo odločitev, kot je bilo v tej situaciji, ko ni mi, ne nihče drug, ni znal opredeliti se, kaj se dejansko dogaja. Bi bilo in eno in drugo dejanje, ki bi imelo določene posledice za društvo, za ugled dela, odkoder prihaja Karbe in za Karbo. Kot še pravi Repovž, pa odgovornost ne stoji samo na društvu. In kdo je tukaj odgovoren, je čisto drugo vprašanje. Ne? Treba je, in naše pričakovanje v društvu je bilo, da bo do tega se opredelil na eni strani tudi delov aktiv novinarjev. Ne? Pa se ni. In zdaj prelagati, ne, to, kar se vedno znova zgodi, mi moramo vedeti, da društvo je organizirano po medijih, da ima v vseh medijih svoje aktive. Zdaj pa prelagati to, da opravijo svojo dolžnost aktivi na društvo, tega pa si ne dovolimo. Nikoli si ne dovolimo to, da bi društvo opravilo delo drugih. Ne. Zato smo organizirani po aktivih. Zato je aktiv Dela, zato je aktiv Dnevnika, zato je aktiv TV Slovenija, Radia Slovenija in vseh ostalih medijev, da sami to naredijo. Mednarodna avtomobilistična zveza je objavila seznam 10 najnevarnejših prehodov za pešce. Med 10 najnevarnejšimi evropskimi zebrami so kar 3 ljubljanske. Na križišču Gregorčičeve in Igriške ulice, Kongresnega trga in Wolfove ter Vegove ulice. In trga francoske revolucije. A niso zdaj to bile 4? Ja, to, veš, kje križajo po to? 2. Ok. Slovenija,
Slovenija, Slovenija, kulturac. Pravkar sem izvedela, da je to edina takšna šalica. Edina, a je tako? Ah, kje pa? Tam je celo skladišče. Ni res. Samo ena. Ne, to je samo ena, ki ti vodiš. Da se ji ne bo kaj zgodilo. Balkanski glasbenik, poet in medijski manipulator Rambo Amadeus je včeraj navdušil publiko v kino Šiška, od katere je, kot je povedal v intervjuju za Vest, pričakoval le eno stvar. Kako je on skromen, a ne? Le eno stvar je pričakoval. Sam ne vem, zakaj ima ta zajčja ušesa. Tole, je tako piše. Da kupi kartu i da dođe na koncert. Ostalo je moj posao. Kaj, ne bom jaz nič povedal, to ne, kaj je, kakšno vreme? Kaj je? Kje ste mene najdli z vremenom? Kaj? No, pa sneg. In mraz. Nasvidenje. Kako pa je z ljubljanskega studia? Aha, iz ljubljanskega studia 136, to so bile petkove vesti na Vesti. Ma ko je šuta, sta si ni nanka zapavljala, da bo ne reš uno tisto. Kaj je?